Sandi, vas lahko vprašam, po tolikem času nošenja klubskega dresa, kakšen je občutek, kaj pomeni, ko spet oblečete dres z državnim grbom? Jedan poseban osjećaj svaki put kad dođemo tu. Nešto je posebno igrati za Sloveniju i jedna velika čast. I mislim da ja i svi smo jako sretni da smo u ovoj novoj godini opet tu svi skupaj. Kaj bi pomenilo obstati v B grupi Lige narodov? Puno, jako pomembno za ekipu, za cijelu Sloveniju in vemo da ne bo lahko, ali ćemo dati sigurno sve od sebe. Če bi izločili Slovake, recimo izločili, ne premagali, bi to lahko tudi malo pomenilo nekaj dobrega za naprej, glede na to, da so bili Slovaki v skupini Švedsko in tako naprej? Mislim da je svaka pobjeda uvijek dobro za ekipu, za reprezentancu i mislim da je bitno da sad ostanemo fokusirani na te dvije tekme i šta će poslije doći sve korak po korak. Vi osebno Udinese nekje varen na sredini, 10. mesto, če se ne motim, vse v redu, zadovoljni s svojo minutažo vsem? Da, zadovoljan sam. Mislim da igramo dobru sezonu. 10. u Italiji nije lako biti kao Udinese, zato što imaš puno top klubova u Italiji i tako da mislim da je dobro. Što se tiče minutaže, hvala Bogu, sve sam igrao i jako sam zadovoljan. Sledi naprej, ne? Se pravi, dobra forma pomeni, da mora selektor razmišljati z vami v sredini. Naravno, ja sam spreman. Kad me pozove da igram, tu sam i daću svoje. Dolgo časa ste bili skupaj v preteklem koledarskem letu, selektor pa tudi ostali so dejali, da bo mogoče celo prišel prav počitek, ta zimska pauza, da se ne vidite. Ste zdaj znova polni elana. Je bilo že utrujajoče na koncu minulega koledarskega leta, da ste bili praktično celo poletje skupaj pa celo jesen? Da, bilo je puno prošle godine, ali lijepo, kako sam rekao, uvijek je lijepo biti sa reprezentancom i mislim da je čak i dobro došlo da malo, kao što ste rekli, da malo odmorimo i baš smo poželjeli sad opet da budemo svi skupa i baš je lijepo da smo tu. Super, in potem nadaljujeva, ne, po dolgem času klubskih dresov, zdaj spet reprezentančen. Kakšen je občutek? Kaj to pomeni? Lep, zelo lep občutek. Je bilo malo čudno biti 5 mesecev brez reprezentančnega dresa, ker smo prejšnjo leto bili skoraj skozi skupaj. Tako da, kakor sem že rekel, zelo lepo se je vrniti tukaj na Brdo, trenirati s fanti, videti vse in ja, se pripravljati na nove zmage. Izpistali ste lansko leto lepo zgodbo, najprej Euro, potem Liga narodov, zdaj treba pa piko na i dati, treba pa obstati v drugem kakovostnem razredu. Misija težka, ne težka, kako Slovaki? Pa ja, težka misija je pred nami, zavedamo se pomembnosti teh tekem. Moram reči, da smo vsi fantje prišli na ta zbor nekako dodatno motivirani, sfokusirani, da res naredimo dober rezultat. Vemo, kje nam je mesto in vemo, da Slovenija mislim, da se zasluži boriti za najvišja mesta. Tako da ja, bojo pa dve zelo težki tekmi. Preden dovolim še kolegom, eno vprašanje še imam. Ste z Oblakom kaj govorila, odkar je prišel? Ne, nisva še. Pozdravila sva se, to je pa to. Nijem drugega vprašanja. Kako se lotiti Slovakov zdaj v tekmo? Dve tekmi ste, kako prva, druga? Pa ja, kakor sem že rekel, bojo zelo dve težki tekmi. Zavedamo se kvalitet Slovaške, imajo zelo dobre posameznike, italijanskega trenerja, zelo dobro so odigrali tudi na Evropskem prvenstvu. Tako da vemo, kje prežijo nevarnosti Slovaške, ampak obenem pa se moramo zavedati tudi svojih kvalitet, postaviti neko svojo igro. Tako da, in ja, najbolj pomembno je pa, da spet pokažemo to borbeno željo in to željo, da daš vse za reprezentančni dres.